Tule v Gambeli smo zdaj sredi tistega živahnega vrveža, ki bi ga bil gotovo vesel tudi Don Bosco, ustanovitelj Salezijancev. Salezijancem Jožetom Mandočkom smo prišli semkaj v Gambelu, no in tole, pogledajte, zdaj je samo del oratorija. Res mora biti samo del oratorija, ker se tule vsako nedeljo, vsako soboto zbere po 4000, tudi 8000 otrok in mladih, ki bi sicer bili na ulicah, mladih, ki bi sicer ne bili v tako varnem zavetju in bi ne imeli toliko lepega in dobrega početi, kot vidite, da počnejo tukajle pod streho in v senci. V kraju, ki je sicer precej vroč in pravijo, da njihovi odrasli kolegi, torej očki in mame, kar težko delajo, posebej takrat, kadar je tule najbolj vroče. Februarja, marca namreč temperatura čez dan dosega tudi 45 do 50 stopinj Celzija. Ampak da ne bomo spet v vremenu. Poglejte, kakšna mladež, koliko živahnega utripa je tukaj v tem Salezijanskem centru, ki bo jutri deležen tudi odprtja nove šole. Sicer smo si ogledali tudi že ostale dejavnosti in dela tisto, kar tule živi na tem misijonu. Skrbijo za to, da se mladi šolajo, o tem smo vam že pripovedovali. Radi bi, poglejte, poskrbeli tudi za to, da se imajo lepo. Srečali smo kar nekaj zelo zagnanih nogometnih navijačev. Srečujemo, kot vse povsod po Afriki, drese tudi velikih evropskih nogometnih moštev. Prav zanimivo, srečal sem pri maši tudi dres Handanovića, njegovega Interja. Skratka, svet je globalen tudi, kar se tega veselja tiče. Če bi postavili podobno opremo med slovenske otroke, bi bil vrvež, kaj pravite, kakšen? Bi bil vrvež verjetno malo manj živahen, ker bi tamle sedelo 20 otrok s telefončki, tamle v kotu bi bili 3 na videoigricah, tule pa tega zaenkrat še, jaz se lahko rečemo, hvala Bogu, ni. Tole je živahen utrip z oratorija v Gambeli. Pomislite, 8000 mladih, pa ne samo čez počitnice, vsak konec tedna. Gostitelji v Don Boscovem centru so polni presenečenj. Delujejo tudi precej neafriško, ves čas se nam nekam mudi. Točni so in bili so točni in polni načrtov tudi v popoldnevu tega dne, ko smo se z obrobja Gambele, kjer leži njihov center, odpeljali po cesti mimo prave tipične afriške pokrajine proti južno-sudanski meji. Takole so nas Salezijanci pripeljali še do enega manjšega misijona, ki je pravzaprav tukajšnja vas na obrobju Gambele. Kot vidite, so hiše še tradicionalno grajene, slamnati streh z zelo majhnimi vhodnimi vrati, tako da za obiskovalce bele kože tole v glavnem ni šlo. Smo hišo pogledali od zunaj, bili deležni vesele pesmi, otroci so zapeli najbolj zagnano pod vodstvom tukajšnjega kateheta, ki se nam je predstavil, nas pozdravil, pozdravili so nas pravzaprav vsi v vasi, mladina je hodila za nami, otroci pred nami, misionar, ki zdaj prepeva z njimi, pa je tisti, ki skrbi tudi za misijon v Gambeli in se res zelo dobro prav po Don Bosco znajde z otroki. Prisluhnite njihovi pesmi. Welcome. Hey, welcome. Yes, thank you. Oh, you. Wow. Oh, yes.